mano sta Jože Leskovec in Peter Hladnik iz Župnije Rovte. Če greste na spletno stran iz Župnije, boste videli, da je to ena izjemno dejavna župnija na domoljubnem področju. Res prav z veseljem vedno znova listam in poslušam uvode v Mašo in vse ostalo, kar tako lepo pripravite. No, danes pa sta tukaj z nami zato, da bosta predstavila življenje in delo monsinjorja Janeza Hladnika. Naziv monsinjor mu je podelil sveti papež Janez 23. zaradi Hladnikovih izjemnih zaslug pri delu izseljenskega duhovnika. Ta isti papež Janez 23. je s Slovenci še nekako povezan. Pa ker ima krščanski forum SDS za sozavetnika svojega foruma Božjega služabnika Antona Vovka, moram povedati tudi to. Po smrti škofa Gregorija Rožmana je bil Anton Vovk 26. novembra 1959 imenovan za škofa v Ljubljani. Dobra 2 meseca kasneje je končno od oblasti dobil vsa dovoljenja, da je prvič po koncu vojne smel oditi v Rim, kjer je počastil grob apostolov Petra in Pavla in se dne 1960, 1. februarja, srečal s svetim očetom Janezom 23. To je bilo seveda že potem, ko so ga komunisti oziroma nahujska nadrhali, ko ga je polila z bencinom in zažgala na postaji v Novem mestu. Tedaj se je škof Vovk opravičil papežu, da zaradi bolezni, pa ni bilo zaradi bolezni, ampak zaradi posledic, ki jih je pustilo mučenje in trpinčenje strani komunistov, da zaradi bolezni ne more poklekniti pred njim. Papež pa mu je odgovoril: jaz bi moral poklekniti pred vami. Ob tem, kakor tudi ob naslednjih obiskih v Rimu, je na mnoge, ki so ga srečali, naredil močan in globok vtis. V njem so prepoznali mučenca. Papež Janez 23. je ljubljansko škofijo ob njeni 500. obletnici povzdignil nad škofijo, škofa Antona Vovka pa v nadškofa. Pomenljivo je, da sta bila tako Janez 23. kot Janez Pavel II., oba velika dobrotnika za Slovence, skupaj razglašena za svetnika. Janez 23. pa je še godoval včeraj. In smo mu ob tej priliki seveda zelo hvaležni, da je takoj prepoznal svetnika, za kar mi še vedno nismo, niti po 55 letih. To je bil le intermezzo, sedaj pa nazaj k Hladniku in dovolite, da za uvod preberem še nekaj del iz njegove knjige. 21. januarja 1948 je pristala ladja Santa Cruz, ki je pripeljala največje število pričakovanih potnikov. Blizu 1000 jih je bilo. Prišli so z njimi moja sestra Angelca, 3 bratranci in 1 sestrična, semenišče s profesorji, mnogo duhovnikov ter množica rojakov. Vsa množica je navdušeno prepevala: zmagala si, devica slavna, zmagala kačo pekla, ko se je ladja bližala trdi zemlji in deželi, kjer ne bo več nevarnosti, da jih ugrabijo ali nasilno vrnejo v domovino. Odlomek je iz knjige Spomini od Triglava do Andov po natisk Hladnikovih spominov, objavljenih v istoimenski knjigi, ki je šla pri Goriški Muhorjevi družbi pred 40 leti. Ta ponatis je danes tukaj pred nami, več o njem pa bosta povedala Jože in pa Peter. Knjiga je bila v takratni državi uvrščena na seznam prepovedane literature in tako z uradnim listom prepovedana. V njej monsinjor Janez Hladnik opisuje svojo življenjsko pot, od otroštva, študija, preko kaplanske službe do odhoda v Argentino leta 1936. Nadaljuje z opisom delovanja med slovenskimi rojaki, ki so v letih med obema vojnama zapustili našo domovino. Želja po zaslužku in beg pred fašizmom je mnogim dežela po Dandi nudila varen dom. Najpomembnejši del pa predstavljajo spomini na dogodke med in po drugi svetovni vojni. Posredovanje pri predsedniku Peronu, da je leta 1948 sprejela 10 000 rojakov, ki so svoja življenja reševali pred podivjanim komunizmom. Knjiga kot zgodovinski zapis spada med pomembnejši zapis nekega preteklega časa.
Kljub dejstvom, da je Hladnik živel in delal v zelo oddaljeni deželi, nam dokaj pristno prikaže življenje tudi v župnije v Rovtah in pa širše v Sloveniji. Knjiga je izšla ob 40-letnici prve izdaje in ob 70-letnici prihoda prvih slovenskih povojnih beguncev v Argentino. Jože in Peter, izvolite. En lep dober večer v imenu krajevne skupnosti Rovte, župnije Rovte. Hvala za povabilo, da lahko predstavimo našega rojaka, monsinjora Janeza Hladnika. Ne vem, kje naj začnem. Njegova knjiga je kar debela, polno je nekih spominov. Tudi jaz sem njegovo delo spoznal iz te knjige, čeprav je to naš rojak, naš krajan bil, pred tolikimi leti, je prišlo do tega, da jaz osebno sem mislil, da to ljudje poznajo tega človeka, vsi, kot nekaj povsem normalnega. In potem, ko smo pred leti v Rovtah pripravili neke prve slovesnosti v spomin na obletnice po koncu vojne, mi je Janko Maček predlagal, in prav v Rovtah imate mnogo takih ljudi, ki so veliko, pomembno vplivali na Slovence, pomembni ljudje. Je rekel, prav, morate kakšnega malo obuditi ven, pa sem rekel, dobro, pa prišlo nek drug naslednje leto ali čez 2 leta, ne vem kako, so se pa s nečakom, Peter Hladnik je nečak Janeza Hladnika, pa z njegovim še enim nečakom, Jeronimom Kavčičem, smo se malo pomenili, kako bi pripravili neko tako slovesnost, pa nekaj, da ga povzdigamo, da ga pripeljemo spet na površje. No in tako smo pripravili v Rovtah eno tako slovesnost, razstavo o njegovem delu. Prišla ideja tudi, da bi naredil ponatis knjige, ki je bila izdana pri Mohorjevi družbi v Gorici in je bila v uradnem listu prepovedana. Tudi te knjige, recimo na Petkovcu, pa v Rovtah jih je teh knjig nekaj bilo, ki so bile prešercane, po domače povedano, ker jih niso, tako da mi smo te knjige že prej brali, ampak drugače po Sloveniji teh knjig ni. V zamejstvu te knjige so bile, in tudi zamejci so dobro poznali. Pa smo začeli v tej smeri, da to knjigo, kar nam je pa lansko leto uspelo, oziroma letos, uspelo na novo natisniti. Je pa tako, Janez Hladnik se je rodil na veliki kmetiji, Rupa po domače na Petkovcu. Med 14 otrok je bilo, povsem normalen fantič, mlad, nagnani so. In tudi takrat med igro je prišlo do poškodbe, poškodbo noge, kar ga je skoraj stalo bil od noga. Takrat, potem so bile razne te operacije, pa on ni mogel več tako slediti igri, pa delu, pa se zmeraj bi neko ovira je bila ta noga. Potem so ga priganjali, da ne gre v šole, čeprav šola pa njemu ni dišala, on bi raje na kmetiji delal, pa doma. Ampak obveljala je očetova beseda, v šole pa pika.
tako je moral biti v šole, čeprav težko, s težkim srcem, v Škofjo Loko, tam pri tujih ljudeh naprej živeti in v šola, pa v šola mu ni bilo to za njega, ni bilo posebno v začetku, čeprav tam je začel spoznavati tudi ta razkol med Sokoli in med Orli, takrat v zgodovini, kako je pa te stvari, malo zgodovina. Po šoli se je odločil za nadaljnje šolanje v Zavodu svetega Stanislava, na gimnazijo naprej, oziroma tako je šla gimnazija, ja. Nas je prav, malo, prostite. Je nadaljeval pot v gimnaziji v Ljubljani in to gimnazijo tudi uspešno opravil. Po gimnaziji je bila njegova odločitev, da gre v Zagreb na gozdarsko šolo. Vendar v Zagrebu je bil zelo malo časa. Po parih dneh je gotovo, da to za njega ni. Tam so bili fantje in so na mesto šola, so šli malo bolj okoli, pa niso bili zainteresirani za šolo in pa on je tudi gotovo, da tu pa ne bo in se je vrnil domov. Potem še je bil doma, potem je šel njegov stric je bil pa duhovnik, tudi Janez Hladnik v Trebnjem. In potem je Janez je šel, ker je bil pač prost, je šel k njemu pomagati, on je pa nekaj selitev pripravljen in je šel pomagati urejati. On je bil pri njemu kar nekaj časa in tam je dozorela ta njegova želja, da postane duhovnik. Potem je šel v Semenišče, oziroma je šel takrat, je prišel še domov, in pa čez poletje je delal doma v kmetiji, potem je pa neko soboto zjutraj je rekel mami, prav, jaz danes ne bom delal, grem k maši. In je šel k maši zjutraj in se je pri župniku uredil vse papirje, da se je upisal, in je prišel domov in mami povedal, mama ni mogla skrivati veselja, sreče, da je bilo to sinovo odločitev. Moram še nekaj povedati za nazaj. Rovte v tistem času so bile zelo napredne. Je bil župnik Sušnik, je bil v Rovtah, je uvedel zadrugo, gasilci, zelo napredne za tiste čase. Cerkev je bila obnovljena, zunaj in znotraj, tudi bilo to temno. Potem je šel v šolo za Semenišče. Po posvečenju je bila njegova prva pot v Metliko, kaplan v Metliki. Bilo pa v času takrat, ko so se območje Metlike so priključili Zagrebu. Takrat je on odigral eno posebno vlogo, ki je zelo malo znana pri nas, koliko je tle zgodovinar, koliko to ve, takrat so hoteli priklopiti, takrat so že en del hoteli prodati Hrvatom.
In on se je takrat z mladino, pa s tem so se tomu odločno odprli. In takrat je potem sledila tudi državna, pa vse cela Slovenija, tako da so dosegli, da so ta Metlikov nazaj priključili Ljubljani. Je bilo pa za čas priključeno Zagreb. To je tudi en tak pomemben čas njegovega življenja, tudi se ga ne pozna, ne vem o tem. Tu mu je pa seveda tudi take stvari politične samo pa tudi škodovale. Potem ga je mogel škof premestiti v mestu v Zagreb. V Zagrebu pa tudi njegovo delo je bilo tudi malo pregrešno za politiko. In tudi ga bo škof po enem letu, točno na letu v Zagrebu, spet predstaviti v Kostanjevico. Ampak v tem času že v Metliki je on dobival iz Argentine glasilo, ki ga je izdajal. In je potem tam je videl, da potrebuje duhovnike, da želijo, da kdo pride v Argentino. Ampak je to stvar malo odlašal. Vmes je imel še težave z oblastjo. Takrat so on se je zavzemal za samostojno Slovenijo in za samostojno, za bolj to so bile puntacije so se imenovali, so imeli taki, mislim, in on je zaradi tega si prislužil pol leta zapora. Ampak s tem zaporu se je tudi srečno izogibal in malo se je tudi takrat se je dal izogibal zaporu, to zgleda. In potem je, ker je padla ta diktatura jugoslovanska, se je tudi ta zapor zbrisal, ni bilo treba več v zapor. Potem je pa, takrat je pa že, je pa tudi ta škof, ki je bil slovenski škof ne Rožmana, ki je bil takrat v Jekšič, je bil v Skopju, ga je vabil, da bi prišel v Skopje, pomagati. Ampak lih v tem je pa padla odločitev, da bi šel pa on v Argentino, pa je rekel, pa kam. To se je odločil, da bi on šel v Argentino. Šel je do škofa Rožmana, vprašati za svet. In seveda, škof mu je svetoval, da naj gre. In potem je res dozorela ta želja in to, da se je podal v Argentino. V Argentino po vseh teh je šel on takrat pomagati Kastelic. Kastelic je bil takrat zadolžen za Slovence v Argentini, v Argentini. Se je šel mu pomagati in takoj že, ko je prispel tja, je prevzel uredništvo duhovno življenje pod svoje okrilje. Zatem je ta tudi se prvo naslovno stran. V to duhovno življenje on pisal svoje duhovne stvari in tudi on je prepotoval celo Argentino. Takrat je bilo v Argentini veliko Slovencev, Primorcev, Prekmurcev, predvsem zaradi fašizma so bežali tam, so se umaknili in so bili seveda po celi Argentini. On je pa ves čas te ljudi obiskoval, jih zbiral, jih povezoval tudi preko tega duhovnega življenja po celi Argentini. On je prepotoval celo Argentino od vrha do vse. In je te ljudi tudi
spoznal pa takrat jih na svoj, mislim, da se ohranja to slovenstvo, ne, ker so se veliko se jih je razgubilo, ker takrat tam niso bile cele družine, tam je bilo veliko takih, ko so šli samo s trebuhom za kruhom, ne, pa tudi niso dobile veliko cele družine, tam, ni bilo to tega kasneje. In on njemu je to dobro uspel, dobre kontakte je vzpostavil, dobro je prišlo do začetka vojne. Do začetka vojne, ko sta si Hitler in Stalin razdelila Poljsko, takrat je bilo to že, tam je v knjigi napisal, da sta s Kastelicem, da sta pogovarjala se, kako je, da sta prej posledili, da se bo vojna začela, ne, pa kako to, da so se pa komunisti pa nacisti poprijateljili. To pa tudi že tam ni bilo takrat jasno. Ne. In kakšnih informacij od doma seveda ni bilo, vse so bile zakasnele v tem času. Takrat mu je tudi mama umrla 41. leta aprila. On je to izvedel šele, mislim, po parih mesecih. In informacije so bile tako sebe skupaj. Ampak je pa se že, malo se je pa začel ta vpliv Tita. Od začetka so bili vsi za Jugoslavijo, kraljevino, za kralja. Potem se je pa počasi začela propaganda, da je pa Tito tisti. To pa seveda njem to ni šlo, ker se mu zdel, da prej so bili pa z nacisti povezani, da pa to ne bo. Ne. Ampak tako da mu je začel delati malo večje težave, je imel takrat pa s temi izseljenci, sploh iz primorske strani, ne, ker so bili oni bolj za po tej propagandi, ne, in kako to so mu uhajali, vračali hrbet. Ampak je še kar do konca vojne kar uspešno krmaril. Potem, ko je izvedel za konec, ko je bil konec vojne, ko je izvedel enkrat za ta množični eksodus na Koroškem, mu je bil pa tudi Gabrovšek, Janez Gabrovšek, je bil pa tudi naš krajan iz Rovt. On je bil pa takrat poslan že z začetka vojne kot poslanec Slovenske ljudske stranke, prvo v Izrael, na Bližnji vzhod, potem pa je bil pa v Ameriki. In on ga je s pismi obveščal o dogajanju v Jugoslaviji takrat. In potem mu je poslal tudi pismo, mi smo začel pošiljati pismo in mu je prosil, da naj kaj naredi, da naj za te ljudi, ki naredi, da naj posreduje po državi, in on je potem tudi prosil tudi sosedne države, Čile, ne samo v Argentini, in skušal na nek način pridobiti naklonjenost, da bi lahko te begunci se varno umaknili, prišli do nekih. Ampak vse te države, kot po celem svetu takrat, so sprejemale samo za delo sposobne moške in zdrave ljudi, da niso celih družin, pa ni beden mara. So imeli samo probleme. Ampak njemu je potem uspelo preko zdravstvenega poznanstva in preko zdravstvenega ministra priti do Perona.
ko je prišel do Perona, mu je takoj rekel, da prav že vem, po kaj ste prišli, lahko pridejo tudi 10.000. Ker Slovenci so bili pa seveda poznani kot delovni pridni narod, pošten, in to je pa seveda premalo in je takrat je rekel Peron, da pa lahko pridejo pa vsi družine in bolni in ni imel več omejitev. Ampak rekel je pa za vse jamči. Hladnik je rekel, da on jamči za vse. Tako da je imel kar, je bil sicer vesel, da mu je to uspelo, ampak tako je nastala skrb. Kam z vsemi temi 1000 ljudmi. Rekel, prvo, kar sem jim sporočil, je, da naj kar opustijo svojo inteligenco, svoje znanje, pa da se pripravijo na kramp in cepin. Da treba delati vse, kar bo treba. To je zelo drugače kot danes, te begunci hodi gor, ni treba nič delati, malo podpore pa bo. Je bil takrat drugačen način. In potem, leta 1948 prispela prva ladja in spelo begunci in takrat se je za njega delo šele začelo. In mnogim je osebno, nekateri so bili ravno tako brez dokumentov, in je on osebno jamčil te papirje za te ljudi. Potem je seveda tam bilo te ljudi nekam dati. Takrat bilo treba napraviti nek kontakt s temi našimi slovenci, ki so tam že bili, zdaj pa seveda veliki bil nasprotnikov teh, zdaj pa kako to pri njih tisti službe dobiti, pa to so bile kar težave, ampak mu je kar uspelo. Tam je Ribniški Pušec, on je prve te begunce so prišli iz Italije, na Koroškem jih je bilo pa še kar nekaj. So poslali Eviti Peron, takle Ribniški Pušec, da so ga Slovenci naredili. Rekel, sicer ne vem, če je to pomagalo, ampak v 14 dneh je bilo rešen tudi za Koroško. In potem je seveda treba je bilo te ljudi nekam se dati in stanovanja in kup zemljišča in predstavljati, kako so potem odkupili zemljišče, na katerem so začeli potem Slovenci graditi. To je pa so gradili in tudi za cerkev, kultura, to vse dom za kulture, pa ceste, pa vse. Mislim, povsem na novo so. Pa takrat, Slovenci so, ker so prišle cele družine, nekateri so imeli nekaj denarja, ampak večina je bilo pa brez vsega. Zato je bilo še težje, kako jim zagotoviti, da so preživeli. Ker so pa bile cele družine, pa je pa tudi postal argentinski čudež. To je tudi neka posledica tega, da so res ohranili slovenski jezik, pa tudi za tega družine. Ker prvo je bil Bog, narod, potem pa domovina. Tu se je poznal, se niso razkropili med ostale narod, ampak so obdržali svojo identiteto. Koliko muž? No, mislim, povem lahko še potem, zdaj, v Argentini tam je ta slovenska vas, tam je ulica, ki se imenuje po Janezu Hladniku,
Seveda on je potem je tudi prepustil ta svoj kar je na začetku naredil, potem prepustil Slovencem, da so sami, on se je pa umaknil zraven Jožef Pompejski, pa je tam začel graditi župnijo, ampak je ohranil stik s Slovenci. Čeprav tudi v knjigi se opisuje nekako, tudi nekateri so mu zamerili, da jim je predrago svet, to kot zmera, kot ljudje. Ampak na koncu se je vse dobro rešilo. Ko se ga to prvič povabili, ki je rekel, da se naj ta prvi opravičil, oziroma ne opravičil, da ne pove, potem je to šlo. Ampak ta bolezen njegove noge je pa seveda spremljala celo življenje in je pa potrebovala tudi njegovi prezgodnji smrti, se mora poškodbo na nogi polomila in potem je v bistvu zadela kap, ker je poškodila. In takrat, ko je na pogrebu v Argentini, je bil pa zelo slovesen, tam se je slika, imaš pogreb z avtomobili, državniški pogreb, slovesen, 1966. Jaz sem se pa malo premobil. Tako, mislim, toliko hladnikov. Zdaj pa, mi smo, ko smo to knjigo, če kdo želi to knjigo dobiti, to knjigo lahko kupite pri založbi Družina. Tukaj imamo nekaj par izvodov, ampak tu so, za te par izvodov so prostovoljni prispevki. Drugače pa toliko na zaenkrat. Hvala lepa.